čakam, da sestrsko Urško narediva osnovno šolo. Poiskala si bova službo, da bova pomagala staršem. Doma nimamo veliko denarja za stvari. Zdaj smo že en teden brez elektrike in tople vode. Mami ne more zares prati perila in z Urško morava hoditi v šolo v umazanih oblekah. Sošolci se nama smejejo in grejo stran od nas. Šoli nama ne dajejo omarice ali kosila. Zelo sva lačna ves dan. Obema gre močno na jok, a vem, da morava biti močna. Če bi naj mami videla, da se jokova, bi bila še bolj žalostna. Urški pomagam, da je močna in jo močno objavim in tolažim, ko se joka. Komaj čakam, da končam osnovno šolo in lahko začnem delati. Nažalost, nisva edina v šoli, ki ne dobiva malice ali kosila. Če dalje več nas je. Bi nam lahko prosim pomagali, da spet dobimo malico ali kosilo? To je le eden izmed 3147 primerov lačnih otrok v Sloveniji. V okviru Startup Vikenda smo se dijakinje gimnazije Brežice odločile, da bomo sprejeli izziv Podari malico. To skupino sestavljamo Kristina, Hana in pa Eva. Naš cilj je bil, da dobimo 250 000 evrov in doniramo lahko za določeno ceno preko SMS-a 5 evrov oziroma preko internetne položnice 2,42 €, kolikor stane ena malica. Naš cilj, naše glavno vprašanje je bilo, kako lahko pomagamo v enem tednu. Za začetek smo se odločili, da bi v naši okolici Brežice plakatirale, postavljale stojnice in bi potem tudi delile letake v naših šolah in bi te dijaki to prenašali staršem, starši svojim delavcem, sodelavcem in potem bi prišli tudi v stik z direktorjem oziroma podjetjem. Tam bi pa predlagali, da bi, ko pa zdaj prihajate novoletni časi, božični čas, da tiste darila, ki zadevajo za poslovne partnerje, naprimer ledarje ali pa svinčnike, ki ponovadi jih vržemo stran, bi vsaj polovico tega dali tem lačnim otrokom. Ker so v okolici Brežice tudi slavne osebe, kot naprimer Klemen Slakonja, Primož Kozmus, Rebeka Dremen in pa Nuša Derenda, smo se odločili priti v stik z njimi, da bi vsaj za začetek preko Facebook strani oni to delili to stran, bi pozvali svoje fane, da lajkajo te strani in pa pomagajo po svojih najboljših močeh. Povabili pa tudi športne klube, kot naprimer košarkarske klube, šah, čeprav že slovenska reprezentanca že sodeluje v tem. In potem bi poklicali tudi medije, kjer bi povedali, da dijaki želimo to organizacijo narediti kot nek medijski boom in bi s tem še dodatno povečali njihove pozornost in pa pozornost podjetjem, kjer bi lahko povedali, da bomo jim dali neko reklamo, jih predstavili kot neke donatorje in pa ker želimo, da bi ta organizacija se že širila zdaj, danes, da vsak dijak pove svojemu sošolcu, svojemu prijatelju za to Facebook stran, da lajkate, da profesori povedete svojim sodelavcem, potem svojim družinam in znancem in tako bi prišlo do večje prepoznavnosti, saj imamo večjo moč, kot pa mislimo, da imamo. To je to. Hvala za pozornost. Zdaj pa predajam besedo komisiji, da postavi vprašanje. Kaj sta že naredili do zdaj? Zdaj smo kontaktirali te same osebe od nas, ker smo pojeli Primož Kozmus, Rebeka Dremen in Nuša Derenda, da bojo to fene pozvati, pa tudi na našo šolsko stran smo dali, da so še dijaki lajkali to stran, tako da, ker pa v našem okolici ni bilo še prej tega tako znano, ta organizacija, tako da, ja, tako tudi še. Se pravi, da v tem tednu zdaj pa še želimo priti stik z donatorjem, da bomo tako naredili. Predvsem prek Facebooka se potlej to dogaja. Zakaj bi se pa recimo jaz kot potencijalni donator teh 5 evrov odločil, da dam prav ven denar, ne nekemu drugemu? Ker smo boljši, ne? Ker imamo... V čem ste boljši? To vam zagotavljamo, da pa gre res tam 5 evrov, da ni nekih dodatnih stroškov, kot so nekaj še administrativni stroški, ampak res teh 5 evrov gre tem dijakom za malico. Kako bom pa jaz vedel, da je šlo vseh 5 evrov? Bo to nekje potem po linu na koncu denarja, s tem brati, kako ste ga vladili?
se živi na Kakšen način? Na spletni strani imamo tudi www.podaljmasa.si. Od kje se potem financira vaše delovanje? Naša šola, občina, pač pomoč, pač ta organizacija pa pomaga. Se pravi, šola vam financira to osnovno dejavnost, s tem zagotavljate, da bodo vsa zbrana sredstva, vseh 250 000 evrov, šlo dejansko za malice potrebne. To je enkratna akcija ali računate na Ne, to zdaj želimo. sustainability? Ja, nadaljevati s tem. Kako bi potem nadaljevali, ker te recimo eni določene osebe, ki bi razumeli, da se počasi strošijo v tem? Ne vem, kako mislite. Ne, koliko ste že prijateljev navdušili za to? Ja, zdaj smo 50 prijateljev. Pač od začetka do danes, da so pa lajkali to stran. Da so polajkali to stran, se pravi, samo klikanje, ste jih navdušili tudi to, da so kakšen korak naprej naredili? Ja, smo in pa smo, ja, da so donirali, SMS smo. Dobro. Kaj pa, da bi vam pomagali? Nekaj to zdaj samo na nas trije zdaj. Samo na nas Je sistem za donacije že vzpostavljen? SMS že deluje, če bi zdaj lahko pisali SMS, da lahko že pošljamo. Ja. Imate predvsej več najemate, spletno stran za donacije, več imate narednega, kako ste se pohvalili, ne? Je to že prej obstaja? Ja, mi smo kot neke ambasadorke v bistvu. Da zdaj v tem našem okolici mi je to širno. To, da bo pač nek medijski boom vam prišel. Se pravi, spletna stran je narejena. Ja. Model za financiranje oziroma za prenos sredstev je narejen. Ja. Facebook, oglaševanje je narejen. Angažirali ste vaše prijatelje, kateri ste donirali, kateri vam pomagamo. Vse to že narejeno. Ja. Rekli ste, Klemen Stepan, Rebeka Gun in tako naprej. Oni so vsi za in bodo nekaj naredili, da je smeri. Zdaj smo še pustili, pač sporočili smo jim pustili. Še niso se odplatili. Ne, niso se še vedno. Kje pa dobijete te malce? Malce? Mislim, ali kupite, ali kako je to? Ne, to pač račun pošlje, mislim, položnico. Prek položnice pošljete račun komu? Tem dijakom, ker nima. Aha, in on si bolj izbere malce, Ja, pač kjer ne, si želi. Določeno šolo si lahko zbereš in pač tam je določeno število otrok, ki pač nimajo toplega obroka in potem gre ta denar za tiste otroke. To se je prav, da je denar v šolo testov za to dijakov, Ja. kateri so v stiski. Ja. Ima komisija še kaj vprašanj? Ali ta denar, ki je zbran, glede na to, da ste ambasadorke na tem območju, če zberete ta denar, www.podarjimalico.si, to je, mislim, na ta račun je zbirni za to regijo ali za celo Slovenijo? Za celo Slovenijo in tam prav vsak določiš šolo. Kdo določi šolo? Ja, Donator? pač ti spodnirajo. Ima komisija še vprašanja? Potem pa najlepša hvala in velik aplavz za podajanje.